V Zrečah je pretekli petek potekalo prvo srečanje Združenja civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn. Skupni cilj 11 civilnih iniciativ je ohranitev narave in zdravja ljudi, zato odločno nasprotujejo trditvi, da je gradnja vetrnih elektrarn v javnem interesu javnega zdravja in varnosti. Na srečanju so predstavili perečo problematiko umeščanja vetrnih elektrarn v prostor in sprejeli nekaj sklepov in zahtev. Odločno in ostro nasprotujemo trditvi vlade Republike Slovenije, da je gradnja vetrnih elektrarn v interesu zaščite javnega zdravja in varnosti. Dejstva in strokovna mnenja seveda dokazujejo ravno nasprotno. Drugič, zahtevamo, da se upošteva volja ljudi, ki živimo na vplivnem območju, in stališča lokalne skupnosti, ki so seveda usklajena s prebivalci. Spomnimo se te izjave, tako lepo je tukaj zapisana, ne da se je pozabiti. Tretjič, nasprotujemo obstoječi zakonodaji, ki omogoča prevlado javnega interesa pridobivanja električne energije nad varovanjem narave. To je enostavno nedopustno. Četrtič, poudarjamo, da so slovenski gozdovi evropski rekorderji v absorpciji CO2 in mi bi jih zdaj v imenu zelenega prehoda posekali. Kje je odpovedala zdrava pamet? In petič, zagovarjamo trditev, da Slovenija ni primerna za gradnjo vetrnih elektrarn in podporo navajamo ugotovitve iz NEPN verzije 5. To so sestavljali tisti ljudje, ki nas prepričujejo, da zaradi NEPN to nujno potrebujemo. In tam piše, možnost za izrabo vetrne energije v Sloveniji je zelo nizka, saj 45% vseh gospodinjstev živi na podeželju in zato je zelo malo lokacij z ustrezno hitrostjo vetra, ki sploh izpolnjuje zahteve za potreben odmik od prebivališča. Se pravi, trditev, saj je samo nekaj kmetov v bližini, zato tam lahko ne. Tudi tam tega pač ne sme biti. Da je v Sloveniji 355 območij Nature 2000, in da v Sloveniji živi okoli 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med katerimi je več kot 2.000 uvrščenih na rdeči seznam ogroženih rastlinskih oziroma živalskih vrst. Tako da še nekaj pomembno, da Slovenija spada med biotsko najbolj pestre države v evropskem in svetovnem merilu in pomembno prispeva globalnim ciljem na področju biotske raznovrstnosti. Tako da tega nam nihče ne more očitati. In sedaj samo še enkrat, jasno, odločno, zahtevamo ustavitev vseh postopkov umeščanja vetrnih elektrarn v prostor zaradi uničenja zdravja, ogrožanja pitne vode, ogrožanja narave ter uničevanja življenjskega prostora ljudi in živali. Vetrnice v Sloveniji niso nujno potrebne, jih ne želimo in jih ne bomo dovolili.